Ogromno časa preživimo v zaprtih prostorih, zato je pomembno, da so ti narejeni iz materialov, ki v okolje ne oddajajo preveč strupenih hlapov in snovi. Naj gre za naša stanovanja, pisarne, šole, vrtce. Pogledali smo nekaj vzorno narejenih hiš, tudi kako imaš lahko svež zrak, ne da bi okna sploh odpiral. No, nekaj izbranih hiš si lahko vsak zainteresirani tudi ogleda. Pa stroški takšne gradnje so sploh višji. Kaj pa tam, kjer so otroci? Bili smo v šoli, kjer so igrišče naredili na strehi. Irena Dolšon. Na Ljubljanskem barju živita v leseni hiški, kot so bile Koliščarske, zakonca Kapelj, oba arhitekta. V času od dnevov odprte hiše Slovenije sta sprejela vsakogar, ki ga je zanimalo kakovostno bivanje in stavbe, v katerih preživljamo ne nazadnje po 90% življenj. Predvsem je to leseno, toplo, prijazen, kako bi rekel, tudi varčen. Prideš v dnevni prostor, kjer je prostor za jest, prostor za sedeti, za krmljati, malo prostora za delati tamle. Vse skupaj je povezano s teraso, kjer radi posedajo, jedo, krmljajo. Iz tega dela je preprost prehod v, bi rekel, malo bolj intimen del, kjer je pa potem en predprostor, ki je vezan s spalnico. Meni je všeč, ki je tako, tudi vsi ti pogledi izkoriščeni, tako da gledaš praktično kot v kakšen gost ven, pa te kar malo poživi. Ko so se otroci odselili, sta na vrtu stare hiše postavila 120 kvadratnih metrov veliko leseno hiško po naročilu. Arhitekt je želel predvsem najbolj lepo, prijetno in funkcionalno, povezano z naravo. To je živa slika in velikokrat se spomnim raven na te kitajske vrtove, recimo, ko so pravzaprav projektirali na že prej sprojektirano naravo. In so te odprtine okenske nastavili na to, da so bili potem to fini pogledi. V hiši je zračno, toplo, diši po lesu. Znotraj je smrekovina, zunaj macesnovina. Postavitev sever-jug zagotavlja prijetno svetlobo, hiša je energetsko varčna. Mi porabimo vsega skupaj 7 kubikov drv, imamo sicer še plin, inštalacijo za ogrevanje narejeno, ampak kurimo samo s kaminom. In je, ker je hiša dobro izolirana, povsem zadosti. Ker so na Barju, so jo morali postaviti na 88 pilotih. Zaradi nevarnosti poplav je dvignjena. Celotna investicija je bila pa skoraj 400 tisoč. Ampak tukaj je vključena vse tudi notranja oprema, kar je bilo nove, kar je nismo prenesli iz stare hiše, je vsa hortikultura. Dr. Šijanec Zavrl pove, da je okoljska prijaznost materialov ena zahtev, ki prihaja tudi k nam vedno bolj do veljave skozi koncept trajnostne gradnje. A pri nas je vse trajnostno. Trajnostna gradnja je tista gradnja oziroma tista stavba, ki izpolnjuje poleg energijskih kriterijev tudi okoljske zahteve, ne nazadnje mora biti ekonomična in pa prijazna do človeka, prijazna do uporabnika. Zadaj za tem terminom trajnostna gradnja je seveda obilica neke teorije, pripravlja se tudi standardizacija na tem področju. V Biljah pri Renčah kljubuje burji hiša Vinaca. Arhitekt Matej Vinaca je udejanil svoje sanje z eksperimentalno gradnjo, v kateri biva z družino. Tako kot da ste zunaj. Ja, to je bil tudi namen, bom rekel, samega projektiranja in sama ideja je bila, bom rekel, vključiti arhitekturo v ta park, ki je bil prej obstoječ. Dovršeni detajli so zahtevali stalen nadzor izvajalcev. To je en prostor, monovolume, kjer je vse odprto, zračno, s tem, da so potem vsi sekundarni prostori skriti pod terenem, v kletnih prostorih, od raznih pralnic, shramb, hobi sob. V nadstropju so spalnice in sanitarije. Okrog teh garderobnih omar prehajamo v sam sanitarni del,
kopalnico, ki je potem preko ločenih sanitarij skupnih spet povezana v glavno spalnico, ki pa je na balkonu. Z eksperimentom je arhitekt skušal preveriti, ali njegova stvaritev pravzaprav funkcionira. Na marsikaj so se morali navaditi. Teh stopnic ni na svetu, to ni videno. Te nadsvetlobe so posod prisotne zaradi tega, ker sem hotel to konstrukcijo, nisem hotel negirati konstrukcije, ker se potem lepo vidi, da je komplet ta streha in tudi ta plošča sloni vse na enem stebru. Čez celo steno pogled na Žitno polje, park. 100 kvadratnih metrov veliko srednji del je zamišljen kot življenje na terasi. Okna se odpirajo v spalnicah, sanitarijah, v bivalnem delu pa ne. Ni uhajanja raznega mrčesa. Takoj, ko bi se okna odpirala, potem so potrebni komarniki in te stvari. Zato sem rekel, ob kvalitetnem prezračevanju lahko imaš ti zelo podobno klimo, kot je zunaj. 130 kvadratnih metrov steklenih površin ni iz izolativnih stekel, tako da hiša ne sodi v najnižji energetski razred. Talno gretje, toplotna črpalka, voda, zrak. In v hiši je celo leto od 22 do 24 stopinj. To so bile pač moje sanje, ki sem jih moral tako ali drugače uresničiti. Kot sem rekel, dosti je bilo mojega dela. Ta hiša ni nič dražja od običajne hiše. In to je pač izziv. Človeku prijazno bivanje pa pomeni, da se v prostorih počutimo sproščeno. V bivanju, ki je zdravo, je stavba zgrajena iz zdravih materialov in neškodljivih materialov, ki ne hlapijo, ne spuščajo v okolje strupenih snovi in ne vplivajo na naše zdravje. Zdravi prostori so tudi tisti, ki pozitivno vplivajo na naše delo. Vemo, da če imamo razgled v pisarni, da če imamo dovolj veliko količino svežega zraka in dovolj naravne svetlobe, naši možgani bolj delajo, smo bolj učinkoviti. Zdravi prostori niso nujno trendovski, luksuzni, potratni. Na osnovni šoli Kolezija s ponosom kažejo nov prizidek. Učilnice so lepo zračene, to se pravi, v zaprtem oknu se mi zdi, kot bi gledali ven na televiziji reklamo, avtomobili vozijo mimo, hrupa se ne sliši nič. Nove sobice za dodatno strokovno pomoč, ta je namenjena učencem, ki potrebujejo več sprostitve. To je tudi tukaj takale votlinica, kotiček, kjer je zvezdno nebo zgoraj. Avstrijska raziskava Šola brez stresa je pokazala, da dosegajo učenci v lesenih šolah boljše učne uspehe, imajo nižji srčni utrip, boljšo prebavo, so manj agresivni. V avli novega prizidka na Koleziji je veliko naravnih materialov, lesa. Tole bo en tak večnamenski prostor, ki mislim, da bo izredno uporaben. Tukaj bo otroci lahko v odmoru. Ven se gre lahko tule in se bojo lahko v atriju zadrževali in imeli pouk tudi na prostem. In komaj čakajo, da bo dokončano igrišče na strehi. V teh koritih naj bi bile užitne rastline, naj bi bila zasaditev, klopce okrog. Gradbeništvo velja za eno najbolj potratnih industrij in Evropska direktiva o energetski učinkovitosti stavb zahteva tudi od nas, da začnemo preusmerjati gradnjo v nič energijsko. Vse novogradnje po letu 2020 morale biti skoraj nič energijske, po letu 2018 pa bo to veljalo že za vse nove nestanovanjske stavbe v javnem sektorju. Torej javni sektor igra vlogo zgleda. Energetska učinkovitost pa ne pomeni nujno kakovosti. Stavbe zahtevajo vzdrževanje, zračenje. Tomaž Krištof imenuje energetske sanacije, ki se vrstijo po državi, potem kinove prenove. Pod lepo fasado vse staro. Z leti je postalo jasno, da v teh stanovanjih, prenovljenih stanovanjih rado plesni. Se pravi, da nekateri drugi pogoji so se poslabšali ob tem, da smo zmanjšali račune za ogrevanje. Potem druga stvar, ki je zelo pomembna, je, da s tem zakrivamo probleme. S tem zakrivamo recimo razpoke, ki nekako nakazujejo, da bi bilo potrebno stavbe protipotresno prenoviti. Odgovor na to je izdelo predlog, kako objekt, recimo bloke na Prulah, brez večjega finančnega vložka za stanovalce sanirati in povečati kar za 60%.
torej stanovanja, ki so prej bila 50 kvadratnih metrov velika, so sedaj 80 kvadratnih metrov. S tem tudi ojača objekt, statično ga v bistvu drži skupaj, ga prime, ga protipotresno zavaruje in tudi statično v smislu nosilnosti. In z novo pridobljeno nosilnost potem omogoča tudi, da se objekt dvigne za 2 nadstropji, s čimer pridobimo nove stanovanjske površine, ki jih prodamo in s tem financiramo vse tisto, kar je spodaj. Slišati je lepo, če se ne bo zataknilo pri financerju, birokraciji, pri dobivanju soglasij ali zgolj pri dejstvu, da marsikdo nima niti za položnice.